nočem nič spoilati. Zakaj pa ste mogli to izpostaviti od vsega? Degustirati kuro, preden je narejena brez veze. In vsi sam rečejo, wow, kakor je to drek z neba padel. Zakaj bi začel kurati, če lahko zaključiš s pizda? Wow, izdarija. To zdaj na nivoju. Na nivoju? Tipična slovenska avtohtona izkušnja. Sem zadev? Nis, daj še enkrat probaj. Kaj ste obdelali v dvojki? Jaz mislim, da je tokrat zgodba bolj fokusirana na internih odnosih, kot pa na odnosih do samega sveta. To smo vzpostavili že v enki, zato tega ne poudarjamo več toliko. Zdaj gre dejansko za malo bolj poglobljeno zgodbo in predvsem za odnose med zaposlenimi. Kakšni so te odnosi, boš da ne povem, ker to je nekako rdeča nit filma. Ja. Jaz si pa upam reči, da je dvojka progresiven film. V kakšnem smislu? Da obdelujete neke aktualne tematike pač na ta nek pozitiven, moderen način. Nobenega v resnici ne žale, tako, ampak vse je... Mislim, imamo te neke tematike, ne vem, nočem nič spoilati, pa ne vem, Ja, se to zdaj neki kako se pogovarjati o tem. degustirati kuro, preden je narejena brez veze. Ja, imamo recimo to neko moško prijateljstvo, ne, med glavnim romanca, likom, med Nikotom pa Marjom, ki bo marsikdo pomislil, joj, to sta pa geja, pa ne vem kaj, ampak v resnici gre za eno lepo prijateljsko tukaj ljubezen. To se mi zdi recimo en tak progresiven trenutek. Mogoče je žalosten, da ljudje koji pomislijo na homoseksualce, ko vidijo dva moška v teh, kako se reče, ogrinjalih večernih. Ja. Kje se nahajamo v družbi, da ne smeš imeti te nočne haje in si že kar koji gej. V bistvu je tudi v prvem delu bil bromance, če se lahko tako izrazim, med Jerčem in Matevžem, ko on reče, da bo se oženil in potem nastanejo razprtije in tudi v dvojki je sam, da se je predstavil nekam drugam. Tako da, tako kot sem rekel, jaz mislim, da v dvojki pride do izraza malo bolj take, kako bi rekel, teme, s katerimi se ljudje lažje poistovetijo, ker grejo za prijateljstva, za odnose, take malo socialne drame še pod to, no. Torej ste tudi črpala iz svojih bromansov, če prav razumem. Pa ne samo bromansov, pa vseh ostalih stvari, ki jih boste videli, no. Imamo tudi to Tatjano, ki je zelo močan, mislim, tako v enki je bila dosti tak stereotipen 60s kao feminističen lik, ampak tukaj je pa tako spet, mislim, da je to dosti modernizirana zdaj verzija tega, kaj je res hud, močan ženski lik, lahko rečem iskreno. Pred intervjujem sem govorila z vajinim soigralcem Nikom Zagodetom in rekel mi je, da je njemu osebno največji izziv predstavljala vloga, ki je resnejša in obširnejša. Medtem pa pač v ozadju, da je vedno bila malo prisotna ta neka senca uspeha enke. A tudi vidva to celotno situacijo vidita tako in kaj je vama mogoče predstavljala največji izziv, ko ste se lotevali dvojke? On tukaj govori Niko, predvsem iz svoje perspektive, zato ker je on dobil breme, da nosi zgodbo, oziroma da šije zgodbo v drugem delu. In mi je razumljivo, da je on čutil to kot breme. Mi smo to nalogo njemu dali, ker smo vedeli, da je lahko Niti ne vem, če je bilo mišljeno kot breme, jaz sem ga vprašala za izziv. Izziv, sam vse, če si prevedeš to, ga je strah, kako bo ljudje sprejeli to, da je on recimo zadrga drugega dela. Zelo upravičen, ker recimo enka je en lik, je cela ta skupina ljudi, a ne hostarji. Tako. Tukaj je dejansko on, glavni lik, ki vodi vse te ljudi. In je res, dejansko je cel film na njegovem trgu. Breme rečemo mi, ker smo vedeli, kaj smo mu natovorili na hrbet. Pri vsakem filmu, sploh pa nadaljevanju, rabiš nek čustveno rdečo nit, če temu tako rečemo. Oziroma, kaj se v bistvu zgodi, če vzameš vse stran. V prvem delu je bil to kot neko jedrce, delujoča enota, ki jo nekdo razbije na pol in se potem oni proti njemu obrnejo. Tlele je drugače, tle je ta enota že razbita na pol in potem pride ta človek, ki smo ga zdaj omenili, in to združi. Avengers Assemble, nekdo, ki poveže to v celoto. In to je tle, ker če štartaš v enki iz te grupe, so hostarji, če štartaš iz tega človeka, ki daje hostarje skupaj druga perspektiva. Ampak
Ampak jaz mislim, da je junaško on to delal in da je eden redkih oziroma edini, po mojem, znotraj tega našega ožjega kroga, ki bi to bil sposoben in je bil sposoben furati. Jaz moram povedati, da ko sem bral scenarij, se mi je zdela zelo pogumna odločitev to strani Gorana in Dejana in sem bil zelo vesel, zato ker definitivno ni na prvo žogo dvojka. Ni samo še več tega istega, ampak je čist neka druga smer. Vse tisto, kar je v Enki bolj delovalo, je zdaj malo bolj v ozadju, še vedno je to vse noč, ampak malo bolj v ozadju, pa nekaj drugega v ospredju. In mislim, da je to riziko, ki bi se znal splačati. No. In zato tudi nekako vabim ljudi, ki jim mogoče ni bila Enka všeč, da poskusijo še z dvojko. A se vam zdaj kdaj zdi krivično, ker je bil vaš vsaj prvi film kritiziran ravno zaradi jezika, zaradi grimas, zaradi vulgarizmov in podobno, če se vrnemo pač k tem karikaturam. Po drugi strani pa vidimo sploh zadnje čase v javnem diskurzu zelo mejna obnašanja, zelo mejne načine. Jaz mislim sam, da folk ne mara sebe videti na ta način. Da smo velikim ljudem obrnili špego in da jih je zabubali. Ja. Ker kot vemo, je naša država ena velika vas z eno metropolo. In mislim, da so vsi ti ljudje zbežali iz periferije v mesta in se začeli delati meščane skozi generacije in se tudi tako opredelili. In pol smo jim obrnili špego in zakaj bi nekdo, ki je zapustil ta del življenja, hotel gledati to, na kar ga mi spominjamo, da je nekoč bil. Meni se to tako zdi, no. Kakor sem se prej pogovarjala, veliko ljudi priklinja za 4 stenami, sam pol kar naenkrat na ekranu jim je pa to odveč. Zakaj pa ste mogli to izpostaviti od vsega? Meni to samo govori, da se delajo biti boljši, kot so v resnici. Tudi mi smo malo bolj zreli, malo bolj nam je jasno, kaj želimo sporočiti in ni glih point filma sam, da preklinjamo, ampak smo hoteli še kaj drugega izpostaviti. In zdaj smo pač zavestno šli v to, da je več vsebine, manj kletja. Zakaj bi začel zakurati, če lahko zaključiš s pizda? Je pa še vedno dosti tega. Je, ampak je organsko. Ja. Tako, kot bi bilo. Tako, kot v prometu, kaj se dva srečata pa. Ker neki ljudi je verjetno že videli, vsaj neki vaši krogi, ta film, kakšne so bile te neke prve reakcije. Ja, kakor za kjerga. Eni so imeli radi lih to okrutnost Enke, da je bila ta surova, kjer v dvojki ni več toliko tega, ampak tudi nam se ni zdelo potrebe, da je to. Plus kakšen bi bil film, če bi, iz moje perspektive, če bi štartal spet iz istega. Jaz so Šanko, Matevž na recepciji, meni je preveč istega, zakaj štartati iz istega. Iskali smo pač drugo perspektivo, da z drugega vogla not pridemo. Tako da jaz verjamem, da bomo mogoče kdo pogrešal Hostarje, pa te kletvice, ampak tisti, ki ni pripravljen rasti z nami, lahko ostane kar tam, kjer je. Bravo. Tako, ker je smisel, ne, da rastemo. Ja. Ja, pa tako, veliko bolje filmski. Filmska ta dvojka. No. To je zdaj tako res ta prav film, in produkcijsko, in scenaristično, vse, igralsko. Je pa zanimivo pač to dejstvo, da je Hostar najbolj gledan slovenski celovečer v zgodovini samostojne države. Jaz lahko, če vskočim, kamorkoli grem tako v tujino po festivalih, pa malo povem o tem nekim profesionalnim ljudem iz industrije, Nemčija, Francija, Španija, z Ukrajinci sem se celo pogovarjal v Kanu. Če ljustim pade, kar rečem, ja. Mi smo imeli film, ki je imel toliko gledal. Pa tako, ja, koliko časa je pa bil v kinu, kao pol leta. To pa tako, navaden je par tednov, pol leta, ni nikjer. Pač to se v tujini ne dogaja, kaj pa šele tukaj. To je res tak fenomen, tak velik fenomen, da se še kar ne zavedam čist, koliko je to ogromen. Jaz mislim, da se tudi ta naša, da ne rečem estrada, ampak če bi se zavedali, koliko je bil to fenomen, bi verjetno dobili še kakšno ponudbo za delati. Mislim, da oni to vsi smatrajo kot nek unikum
in neki apčih v vesolju, ki je neponovljiv. Tle smo pa ljudje, ki to dejansko pišemo in stojimo za tem. In vsi sam rečejo, wow, kakor je to drek z neba padel. Ja. Pa smo tukaj mi, ki vemo, kaj delamo, pa gledalci, ki vejo, kaj hočejo. In se mi zdi, žalostno mi je, da nobeda ne prepozna in da nobeda ne prepozna in da ne vlaga. Pač. Vidiš, to pa je tudi spet razlika med Slovenijo in drugimi državami. Drugje, če vidijo uspeh, takoj pograbijo, tukaj je pa bolj tako, malo ego dela. Tako, no, da vidimo, če jim bo še dvojka ratal. Zdaj moraš narediti 3 filme, ne vem, koliko gledane, da bo en rekel, ti Madonna je pa dal 10 ur odtle zraven. To je pa tukaj malo ta slovenska nevošljivost v igri. Vi ste nekako ti underdogi slovenske filmske scene. Oba sta pač v svojih ločenih projektih uspešno osvojila YouTube. Kako je pa prišlo do tega vašega skupnega srečanja, do tega sodelovanja? Kako ste se spoznali, kdaj je bil tisti moment, ko ste si rekli, ok, mi bomo šli skupaj nekaj narediti? To je zelo lepa zgodba za film. Začel se je tako, da sem se jaz sprehajal po Ljubljani in sem na avtobusni postaji srečal Marija Čulibrka. Nismo se poznali, nikoli. Takrat smo se prvič srečali, samo zagledala sva se in sva kričala in se objela in skakala. Tako, da se poznamo že celo življenje. To je bilo noro. In vse je bilo jasno. Vse je bilo jasno, nič ni bilo treba povedati in od takrat naprej smo se izmenjali številke, začeli smo se dobivati na pijačkah. Smo se pa dobili na eni premieri, da zdaj ne delam reklamo tem človeku. To je samo en od eventov, na katerega smo šli in na katerega smo se dobivali. Dobivali smo se povsod in pri Pibotu, pri hotelu tem, ki je to pol kasneje. Ta kreativna baza. Ja, totalno smo bili na isti valovni in še vedno smo, kar je tudi redkost, ker dosti recimo ljudi iz industrije tako, ali pa YouTube-a, whatever. Če jih spoznaš, greš enkrat na pijačo, veš, da to ni to. Jaz mislim, Ni iskrce. skozi leta smo ugotovili, da nas združuje neka za začetek iste moralne vrednote, Ja. pa da smo iz podobnega okolja, da smo semi sirotinja. Ni, da nismo imeli za jesti, nismo pa imeli glih novih najkic, da smo nekako blokovci, če ne drugega pa ruralci. In mislim, da nas to združuje, no. Predvsem pa te vrednote, po čem stremimo pa kaj si želimo. Tako da ja. Smo pa spomnim se, ko smo se spoznali, smo toliko hoteli nekaj narediti, da sploh nismo vedeli, kva bi naredili, ampak na koncu nas to prepovedani izliv, to, kar je še danes na YouTubeu in meni ena najljubših stvari. A se vam zdi fajn ta uspeh? A sta mogoče kdaj tudi malo žleh, če se tako izrazim, do tistih, ki pa vam niso privoščili uspeha ali pa vam niso ponudili neke pomoči takrat, ko ste jo potrebovali? Ker se mi zdi, da vaši liki bi zagotovo v teh situacijah malo ponagajali. Bom jaz zase govoril, ker to je edino prav. V meni se velikokrat prižge plamen maščevalnosti, ker sem kot prvo tehtanca po horoskopu, to ne pomeni dejansko nič, razen da sem ljubitelj pravice in se trudim biti korekten. Me požgečka po testisih od znotraj, ampak naslajam se samo znotraj sebe, pa še to se pa probamo pomniti, da ni zdrav. Da bi pa se naslajal njim v ksiht, pa ne želim zato, ker tudi meni bilo lepo, ko sem to drugi počel. Torej, če sem iskren, me zagolica, me požgečka, ampak potlej se udaram po prstah, ker vem, da to razmišljanje nikoli ne prenese dobrih rezultatov, ker se zaciklaš v to in se zakvarjaš čustvenimi s telom. Luka? Absolutno ne. Niti približno, niti malo, niti ne pomislim na to. Pustim, da delo govori svoje, kakorkoli je uspešno, pa vidimo in vemo, da je, ne? In če mi nekdo kaj govori, tudi v faco, se samo sladko smejem. A se počutita, da vaju ljudje cenijo in da vaju tudi cenijo v filmskem svetu? Seveda, ker sem poceni. Kakor kdo? Jaz mislim, da absolutno, ja. Ampak kakor tisti ljubosumneži seveda ne, ampak tisti, ki to niso, pa absolutno, ja. Glede na to, da smo oba naturščka, bi rekel, da se nama še dobro gode. S tem, da Luka, ker je del filmskega sveta, ima malo več odnosov s temi ljudmi.
jaz niti ne toliko, ampak od pravih ljudi se mi zdi, da imamo, od tistih, ki nam šteje, se mi zdi, da imamo odobravanje. Ja, absolutno. Ja, to sem pa res vesel. Od teh nekih, a veš, recimo Miha Hočevar, ki je nekoč imel, ki je nekoč bil na prvem mestu z Gremom in pa svoje. Sva frenda in se vedno hecala iz tega. In ni uno, a veš, da bi bil ljubosumen, pa ne vem kaj, ampak ne. On mi recimo da priložnost, on me je zdaj Kestu v svoj film, ker veliko vlogo mi je dal v svoj nov film, recimo, ne, en primer tega. No, to je... En človek, ki se zaveda, da je tudi sam uspešen, da je talentiran, ne bo nikoli tak gnil do drugih ljudi. In kaj s svojim delom, s svojimi uspehi, s tem pač, kar delata, učite druge na sceni in mlade, konec koncev, ki mogoče zdaj sanjajo o tem, da bodo pa nekoč delali to, kar vidva delata. Meni je to čudovit občutek, ko vidim nekoga, da je recimo šel na GRFT zaradi mene, ker je gledal moje stvari in ga je to inspiriralo in hoče to delati do te mere, da se je šel šolati že v tom smeru. To mi je wow. In tega je velik. Tudi ko pridem recimo na GRFT, so mi iskreno povejo, wow, ti si mi super, tako, wow. In ne vem, to mi je že lahko rečem ena ogromna, največja nagrada, ne pa denar, to je kar nekaj, to je samo material. Manj sem revolucionaren, še zmer pa želim biti satiričen. Da vse, da smo odraz časa, če ne drugega. Ker mislim, da če delaš na tak način, pol ti inspiracije ne zmanjka. It's not about being funny, it's about telling what's happening in the world without the Martians.